Nocoj kaj dogaja, pa gostimo našo novinarko, urednico in scenaristko nove izobraževalne oddaje in podcasta Prvič. Dame in gospodje, Urška Henigman. Urška, živijo. Živijo. Dober večer, živijo. Čau. Čeprav razumem, Prvič ni samo oddaja, ampak jo lahko spremljamo na večjih medijih. Ja, tako je. To je en tak multimedijski projekt RTV. 3 oddaje smo lahko že videli, poslušali in prebrali 3 članke. Torej, oddaje so na drugem programu Televizije Slovenija ob 8:30 zvečer v ponedeljkih. Oddaje so na prvem programu Radia Slovenija ob 8 zvečer ob sredah. Pa članki na Skitu, vse skupaj pravzaprav lahko dobite na Skitu, gledate stvari lahko tudi na zahtevo, na zamik. Povsod smo, no. Pa še komad Prvič smo posneli, kmalu pride ven videospot. Wow. O čem boste govorili v oddajah? Kdo je izbral teme? Oddaje so v bistvu ena taka celovita spolna vzgoja za mlade. Gre za dokumentarno izobraževalno serijo oddaj, v katerih poskušamo pravzaprav prek različnih tematik zaobjeti en tak res celoten spekter tega, kar naj bi mladi izvedeli v svojem izobraževanju, v osnovnih šolah in v srednjih šolah, pa žal tega ne dobijo. V bistvu izvajajo predvsem te neke biološke, medicinske, javnozdravstvene vidike spolnosti, ampak spolnost je pa veliko več, ne? Predvsem so to tudi čustva, pa odnosi, pa marsikaj. Tehnično. Ja, ne. Ampak kaj ne izvaja pa na internetu, recimo tega? Ja, to je pa tako, ne. Mladi danes seveda vse iščejo na spletu, če jih kaj zanima, prek družbenih medijev, različnih spletnih strani. Zdaj tam lahko dobijo tudi ene kredibilne in celovite informacije o tem, kar jih zanima, ampak pogosto pa pač naletijo veliko na dezinformacije, na laži, na propagando, tako da ja, pa na pornografijo, ne, kadar iščejo kaj v povezavi s spolnostjo, ker pa vemo, da ni izobraževalna vsebina, ni dokumentarni film in je namenjena odraslim, absolutno pa ni to vstopna točka, ko te kaj zanima kot otroka, mladostnika o tem, kaj je spolnost. Ja, v oddaji ste, oziroma pri projektu ste stopili tudi v stik z mladimi. Kaj danes zanima mlade? Ja, v bistvu imamo kar nekaj dobrih raziskav na reprezentativnih vzorcih na področju cele Slovenije in ja, mladi poročajo o tem, da jih zanimajo predvsem čustva in odnosi. V šoli, kot sem že rekla, ne dobijo teh informacij, veliko jim povejo mame, predvsem hčerkam. Ne vem, če se očetje pa sinovi tako pogovarjajo o teh stvarih. Mislim, da so fantje bolj prepuščeni spletu, pa prijateljem, ne. Tako da ja, smo pa tudi šli po šolah, po osnovnih šolah in spraševali, kaj njih zanima. Kire teme jim je najtežje predstaviti, recimo, no? Jah, jaz mislim, da so vse teme zelo težke za predstaviti mladim, zato ker, kakor zdaj slišimo tudi po odzivih, to res so teme, o katerih se zelo malo z njimi kdorkoli pogovarja. In so res zelo prepuščeni sami sebi, no. Tako da upam, da bodo prek naših oddaj in podcastov se kaj novega naučili in dobili odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo. Komu pa priporočaš ogled tega projekta? Ja, mi smo rekli, da je to za mlade 12+, ne, to se pravi starejši od 12 let, mlajši ne gledajo pač po presoji njihovih staršev ali skrbnikov. Sicer pa ne vem, takrat, ko imajo kakšno vprašanje, se ni treba, da to zdaj gledajo, bi bilo super, a ne? Ampak to bo vse v naših arhivih in lahko dostopajo do tega tudi pozneje. Seveda pa mislim, da so zanimive te oddaje tudi za odrasle. Predvsem nas je vse navdušilo, kako so mladi, ki so se odločili, da bodo sodelovali v oddaji, bili iskreni, odprti, spoštljivi drug do drugega, čeprav so iz različnih koncev Slovenije, imajo različne vrednote, različne identitete, pa se slišijo, poslušajo. Mislim, da je to en tak lep vzor za vse nas. Tudi znani Slovenci meni, da bodo nastopili. Ja, seveda. Malo povej. Videli smo lahko že Domna Valiča, ki je z Nežo Prah Seničar, voditeljico televizijske oddaje in tudi soavtorico projekta in scenaristko Deklico za vse, se pogovarja o spremembah, o telesnih spremembah v času pubertete. Potem smo videli že Maxa Daxkoblerja, on se je pogovarjal z Nežo o
tem, kaj mlade zanima, kaj njega zanima, to se pravi o spolni vzgoji. Ostalo pa ne ostane skrivnost, a ne, da si bomo še kaj moramo zdaj vsega pogledali. Ne moramo vsega povedati. Super, Urška, hvala za obisk v studiu. Želim vam res še veliko teh dobrih izobraževalnih oddaj, pa vi pa si oglejte tudi kakšno izmed njih, pa bodi ste najstnik ali pa odrasel. Hvala lepa za obisk v studiu. Srečno. Hvala.